Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v današnji oddaji Moja družina. Danes gostimo izjemno gostjo Bernardo Škrabar-Damjanović, priznano detektivko, ki že več kot desetletje deluje na področju detektivskih storitev v Sloveniji in širše. Pozdravljeni, Bernarda, dobrodošli v studiu. Pozdravljeni. Bernarda je direktorica Detektivsko-varnostne agencije 2, ustanovljene leta 2006, ki se ponaša z odličnostjo in visoko stopnjo profesionalnosti. Kot certificirana mednarodna preiskovalka je postala ena od vodilnih oseb v svoji panogi. Njena agencija pa se uvršča med najbolj priznane na svojem področju. V preteklosti je za svoje dosežke prejela tudi priznanje uspešna diplomantka Fakultete za varnostne vede, kjer se je izobraževala, prav tako pa je aktivno vpeta v delovanje Detektivske zbornice Republike Slovenije, kjer sodeluje pri izobraževanju in nadzoru novih generacij detektivov. Njeno poslanstvo presega meje detektivskih preiskav. Bernarda si prizadeva za etične in poštene prakse v detektivskem delu ter kot prva predsednica Komisije za nadzor nad detektivi pri zbornici bdi nad spoštovanjem standardov poklica. Njena agencija poleg osnovnih preiskav ponuja širok nabor storitev, kot so mednarodne preiskave, preiskave v poslovnem svetu in varnostno svetovanje, kar jim je prineslo zaupanje strank in ugled v širši javnosti. Bernarda Škrabar-Damjanović pogosto poudarja, da se skozi svoje delo srečuje z zanimivimi in zahtevnimi primeri, ki omogočajo vpogled v najrazličnejše življenjske zgodbe. V intervjuju za enega od slovenskih medijev je dejala: "Včasih živimo leta z ljudmi in šele kasneje ugotovimo, da jih nismo zares poznali." To je tudi eno od spoznanj, ki jo žene pri njenem delu in ji pomaga razumeti, zakaj ljudje iščejo pomoč detektivov. Poleg svoje profesionalne poti je Bernarda častna dekanja poletne detektivske šole v Bukarešti, kar priča o njenem mednarodnem ugledu in prispevku k izobraževanju na področju detektivskih veščin. V današnji oddaji bomo z Bernardo raziskali, kako je njen poklic povezan z njenim družinskim življenjem, kako se spoprijema z izzivi in stresom, ki ji prinaša njeno delo, ter kako po njenem mnenju lahko detektivi prispevajo k reševanju družinskih in osebnih težav. Spoznali bomo, kaj je tisto, kar Bernardi daje moč in vztrajnost v njeni dejavnosti in katere vrednote ji pomagajo, da ostaja osredotočena, profesionalna in hkrati srčna oseba. Pridružite se nam v tej izjemni zgodbi o ženski, ki svoje življenje posveča odkrivanju resnice in pomaga ljudem takrat, ko to najbolj potrebujejo. Hvala, ker ste z nami v oddaji Moja družina. Pripravljeni smo na začetek nove zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Bernarda, še enkrat lep pozdrav. Veliko zanimivih stvari verjamem, da počnete v življenju. Ja, hvala za tako lep in izčrpen napovednik. Ampak če začneva na začetku, iz kje izhajate? Kakšna je vaša družina? Moja družina je povezana, pa kar recimo mi daje en pečat oziroma nje v življenju je to, da sta starša izjemno delavna bila skozi. In da je bilo delo neka vrednota in to sem jaz že od malega gledala. Poleg tega pa to povezanost in to druženje z ostalimi sorodniki, ki so mi tudi mnogo dali, se pravi starša in potem brat in sestra od očeta smo bili in smo izjemno povezani. In tako da že kot malega otroka me je pa zelo privlačilo prav to druženje s starejšimi. Recimo, jaz sem se oziroma najrajši sem se družila in starši in potem sorodstvom in starejšimi ljudmi dosti rajše in lažje kot s svojimi vrstniki. Tako da to me nekako spremljalo in ogromno sem od tega pobrala, od tega opazovanja tudi dosti v tišini, ker dosti mi pomeni ta odmik oziroma da imam to možnost
svobode pa dihanja, ne, da nisem nekam ukleščena ali pa stisnjena, ampak da imam to možnost opazovati. In to mi je bila izjemna popotnica od primarne družine. Sem zelo hvaležna za to. Mogoče bi izpostavili prav katero vrednoto oziroma spoznanje, ki ste jo kot popotnico pridobili iz družine? Zagotovo delavnost, ker to se me trdno drži. Vztrajnost, še malo preveč na momente, ker včasih, ker ne znam nehati, ne, pa rabi človek počitek definitivno, pa odmik tudi od dela. Vztrajnost, ja, trma, to je moja mama vedno govorila, ti si tako trmasta, ne, ampak bolj kot do drugih, do sebe, se pravi, ko ti si zadaš, da se boš nekaj naučila, pač ne odnehaš, ne, tudi če ti je to v škodo včasih, ne, tako da tukaj je kar, mi še zdaj moram reči, izziv iskati ta balansa, ne, kje pa je treba popustiti, pa malo počakati, mogoče dan, dva. Zagotovo resnicoljubnost in to, da pač si pošten in da delaš v dobrobit, ne samo svojo, pa družine, ampak dobrobit skupnosti, tudi da delaš dobro, oziroma da vsaj ne delaš slabo, ne. To jaz rada rečem, da če nekdo nima namena dobrega, potem ne škodi. To se mi zdijo take popotnice, ki so dragocene. Kaj pa izobrazba? Kako je bila pomembna izobrazba v vaši družini? Zelo. Starša sta to pri meni postavljala na prvo mesto, torej tudi če je bilo nekaj potrebno okrog vogalov hiše za narediti, pa se je bilo treba učiti, je bilo to na prvem mestu, torej da PCT učiti. Šola je najbolj pomembna in je treba temu posvečati pozornost. Kaj pa bom rekel, bi rekli, to je formalna izobrazba, koliko je pa pomembna v bistvu ta neformalna izobrazba? Kaj pretehta? Boljš se več učiti v šoli, pa poje dobiti izkušnje ali vzporedno? Formalna izobrazba je pomembna, ampak tudi neformalna. In tudi to mi je mami govorila že kot majhnemu otroku, ti imaš oči za to, da opazuješ, da gledaš, da se učiš. Vse v vsakodnevnem življenju. In ja, tudi to jaz mladim ali pa svojim otrokom zdaj govorim, pač ne opazujejo, ne bojo radovedni, ne raziskujejo. Je formalna izobrazba nekaj, je podlaga, ampak je potrebno pa tudi druge stvari pač na drugih stvareh delati in graditi.